Energija je svet igral sodobne mobilnosti. Tako inženirjem kot voznikom postavlja ključne izzive prihodnosti. Porabiti manj, onesnaževati manj in hkrati potovati še dlje ter uživati v vožnji. Avtomobilski svet je prišel na razpotje. Nova doba zahteva učinkovitejše pogone, preplet različnih energij in več pametnih tehnologij za ceste brez nesreč. Bralce motorevije smo v sodelovanju z Mitsubishijem povabili v AMZS center varne vožnje na Vransko, na prav posebno hibridno pustolovščino za volan avtomobila, ki združuje najboljše iz različnih svetov, najuspešnejšega priključnega hibrida na svetu, Outlanderja PHEV. Skupaj smo odkrivali značilnosti alternativnega pogona tega tehničnega posebneža s 3 motorji, 13,8 kWh zaloge elektrike in 1,5 kW močno vtičnico, ki omogoča delitev energije in avto postavlja v vlogo elektrarne. Na tehnično-električnem pikniku, na katerem elektrika iz avtomobila ni poganjala le koles, ampak tudi indukcijski kuhalnik v prtljažniku, je prihodnost postala sedanjost. Bil je zanimiv dan, v katerem smo smele in drzne inženirske rešitve postavili v okvir vsakdanje uporabnosti. Tukaj in sedaj. Skupaj smo preverili, ali se kolesa, ki jih žene elektrika, res dobro znajdejo tudi na poteh, kjer zmanjka asfalta. Preverili smo, ali 4-kolesni pogon brez mehanske povezave med vsema zmore premagati blato in obvladovati strme klance in spuste. Prepričali smo se, da je tudi brez dizelskega navora mogoče hišo na kolesih v čisti tišini pripeljati do najlepše parcele v kampu, ne glede na to, kako zahtevna je pot do sanjskega razgleda. S pripeto počitniško prikolico na kolesih smo podrli še en tabu – o krhkosti zelenega pogona in omejeni uporabi. Izdatna zaloga obnovljive energije v dnu Outlanderjeve karoserije in bencinski motor kot generator pomenita več svobode pri bivanju izven kampov. Outlander iz svoje vtičnice lahki potovalni prikolici nudi za teden ali 10 dni elektrike, ob polno pravilnem hladilniku in led razsvetljavi. Električni kabel v prtljažniku hibrida je torej prednost, uporaben most za prenos energije v avto ali iz njega. Z izkušenimi inštruktorji smo tudi na asfaltu spoznali vozniške prednosti električnega 4-kolesnega pogona in se prepričali, da je priključni hibrid navkljub dodatni teži akumulatorskega sklopa med ovinki zelo dobro uravnotežen avto. Z aktivnim nadzorom navora je sposoben natančno izvrševati voznikove ukaze. Celovito izkušnjo uporabe 4-kolesnega pogona v najtežjih pogojih je v klenem terencu L200 nazorno predstavil naš inštruktor terenske vožnje in gorski reševalec Janez Marolt. Outlander ni le uporaben, zmogljiv in čist električni avto oziroma priključni hibrid. Je avto, ki vozniku obljublja aktivno pomoč za varnejše poti. Sistem proti naletu in radarski tempomat smo postavili na preizkušnjo in se prepričali, da sodelovanje voznika in tehnologije pelje v čas, ko bodo hude nesreče postale preteklost. Na poligonu smo v zahtevni vaji dokazali, da naložba v pameten avto z aktivnimi varnostnimi sistemi prinaša dodatne metre varnosti. Tiste, ki rešujejo napake in lahko preprečijo trenutke, v kateri pločevina dobi najbolj grozljivo obliko. Obenem pa smo se znova prepričali, kako pomembna je vloga voznika. Tehnično potovanje do popolnoma samodejne vožnje v vsakem vremenu in na vsaki cesti bo še zelo dolgo. A hkrati je jasno, da so avtomobili kot je Outlander že danes ob dosledni uporabi tehnologije vozniku zmožni pomagati do te mere, da ne bo postal povzročitelj prometne nesreče. Novi hibridni Outlander je dokazal, da je avto, pri katerem zgodba o energijski učinkovitosti ne temelji na prilagajanju, ampak na dopolnjevanju vozniške izkušnje. Zato ni le električni avto, je več. Pravzaprav je prav, da je več, saj ste drage bralke in bralci motorevije, s svojimi vprašanji, pomisleki, razpravami in tudi pohvalami ter nenazadnje prisotnostjo znova dokazali, da smo Slovenci narod tehniške kulture, ki znamo ločiti seme od plev. Ponosni smo, da so člani AMZS, tako kot Mitsubishijevi inženirji, najprej vozniki, ki stremijo k novim tehnologijam, k doživeti vožnji, a ne na račun svobodne, varne in okolju prijazne mobilnosti. Na hibridni pustolovščini se nismo poslavljali, saj smo pravzaprav začeli nov zanimiv način druženja s člani in avtomobilsko prihodnostjo. Vožnja je še vedno pogovor med voznikom, avtomobilom in deželo, preko katere potujemo.